Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Danes bomo govorili o ukrepih po neurju s točo. Z nami je Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljeni. Pozdravljen. Hujša neurja s točo v poletnem času povzročajo kar veliko škode na paradižniku, papriki, kumarah ter vseh ostalih plodov, grahu, solati, recimo radiču, endivji in seveda drugih vrtninah. Katere rastline imajo dovolj življenjske moči, če se lahko tako izrazim, da se obrastejo same, in katere sadimo oziroma sejemo še enkrat? Jaz bi pravzaprav pri vsaki rastlini posebej tudi na svojem domačem vrtu razmislila. Vse ljudje dovolj poznajo svoje rastline. Zagotovo plodovke je bolj ali manj bolj smiselno poskusiti regenerirati, čisto odvisno, koliko je padlo toče. Če so stebla ostala, pa če so tam pri prvih listih, spravi prva kolenca še živa, se bodo obrastle. Zdaj nima smisla na novo saditi plodov zunaj na prostem, ne paradižnika, ne paprike, ne jajčeca. Pri kumarah pa pri bučkah je pa zadeva taka. Bučke se obrastajo, ampak se meni zdi, da so sadike toliko poceni, če se da še kje sadiko najti, da je pravzaprav glede na to, da so pol te rastline vedno bolj občutljive na bolezni, skoraj boljše kumare in bučke posaditi na novo. Medtem ko pa buče, se pravi vrežaste buče, tiste jedilne muškatne hokaido, pa je bolj smiselno zagotovo, ker je zdaj za novo seto prepozno, poskusiti regenerirati, se pravi porezati polomljene dele in jih pospraviti k sebi. Solate, dokler niso začele zvijati glav, bodo se obrasle. Bodo manjše glave, mogoče bo celo kakšna bolj rozeta kot glava, ampak bo še nekaj za poje. Zagotovo bodo pognale nove liste, tudi endivje, paradiči, ki so zdaj po večini komaj posajeni, če so seveda ven iz zemlje. Nekakšna endivja direktno sejana, je vprašanje, koliko je ni zabilo v zemljo, da se sploh ne bo rešila, in glede na to, da sadike hitro dobimo, je verjetno časi boljše tudi kar zamenjati, pa posaditi nove sadike, ker seveda še zdaleč ni prepozno tudi za novo sajenje, tudi za nove setve. Fižol visok zagotovo pustimo, čeprav bi jaz kakšnega zraven še posijala, kakšno novo rastlino, namreč še ta teden, se pravi zdaj smo konec junija, v tem tednu se gotovo še lahko posejemo po večini Slovenije, ravno verjetno na zelo visokih nadmorskih višinah ne več, posejemo še visok fižol, nizkega pa tako lahko sejemo do konca avgusta. Tako da tukaj bi skoraj boljše kot regenerirati stare rastline, bilo kar posejati na hitro nove, namočiti seme pred setvijo, da bo hitreje kalilo, in posejati nove. Grah je bolj ali manj že pobran, tudi nove setve graha niso smiselne, ker grah začne dobro cveti samo takrat, ko se dan daljša. Če se dan začne krajšati, od zdaj naprej, od prejšnjega tedna naprej, se dan krajša, bo grah slabo cvetel. Tako da pač žal tistim, ki ga je še kaj potoklo, da je bil še kaj za pobrati, ne poskusijo čim več ga pobrati, vse je strok, je kar dobro zavarovan, če ga zluščimo, še nekaj ne luščimo od njega, nima pa smisla novi setve delati. Korenovke se vse obrastajo, od rdeče pese skoraj ne bo poznati, da se je karkoli zgodilo, korenček mogoče je trpel, ker korenček se ne obraste močno, korenčka tudi ne smemo kaj preveč listov rezati, ampak do neke mere pa še vedno požene liste. Peteršilj je pa tako znan, da se obrašča, da ga lahko celo poletje režemo. Zdaj tako drugih korenov mislim, da ni zunaj. Krompir je tak, zgodnji krompir je bolj ali manj pobran, pa tudi če ni pobran, odstranimo to listno maso, zato pa pokrijemo to gredo pol s kakšnim pokošeno travo, z nečim listjem ali kar bi našli, ki je kakšne mase, toliko ravno, da kakšnemu sončnemu sevanju ne bo pol izpostavljeni ti gomolji, bodo gomolji v zemlji se zasušili, skratka dozoreli in bomo jih lahko izkopali. Vse enako velja za pozni krompir, razen tam, ker je bil res pozno sajen in je v zemlji čisto majhen, ampak vse se krompir tudi obraste konc konca, ampak takšno bo zelo izpostavljen krompirjevi plesni. In ne vem, če je skoraj smiselno, ali pa konec konca, če je čist majhen v zemlji, še je. Krompir je pravzaprav en plevel, ki se kar naprej obrašča, ne sam, to pomeni pač različne gomolčke v zemlji. Skurno sem pozabila še kakšno vrtnino, skratka vrtnine do vrtnine iti pogledati, pa po tisti svoji kmečki logiki endivje se obraste, če so dovolj velika sadika, da je ni zabilo v zemljo,
radič se bo obrastel, tako da imamo pa še kar veliko vrtnin, zdaj so ogromno čas, ko začnemo sijati kolerabo podzemno, začnemo sijati repo strniščno, začnemo sijati črno redkev, mogoče pa je to priložnost, ko se nam je kakšna greda spraznila, pa smo pozabili na črno redkev, sadimo vse ohrute, tako da mogoče še mora že biti toče, pa že mora škodo na vrtu narediti, potem je to še tisti najbolj takšen čas, ko še lahko zelo hitro marsikaj posadimo, posejemo. Tudi paprika, če je stočena, se bo še obrasla, enako velja za paradižnik, pa nam bo nekaj rodila, seveda pridelki ne bojo tako visoke, kot smo jih navajeni, ampak nekaj bomo še dobili. Izvedeli smo, katere rastline rešujemo in katere sadimo ali sejemo ponovno. Nam zaupate, kdaj in kako recimo saniramo posledice neurja s točo? Pomaga verjetno odstranjevanje listov, plodov, tudi rastanje tal? Tako je, vedno najprej odstranimo vse, kar je poškodovano, kolikor pač gre do prvega zdravega kolenca, skratka do tam, kjer imamo del stebla, ki ni pretirano potolčen, polomljene veje, vse odrežemo, tudi to, kar je popolnoma odlomljeno, če je odrežemo, zato da je manjša rana, res je, plodove odstranimo, zato ker plodovi zdaj šibijo rastlino in v bistvu potem mora boljše, da počakamo, da se obraste in nastavi nove plodove, kar je možno, ne vem, kakšno kumarto še lahko kaj pojemo, kakšno stvar zrežemo, recimo kakšne potolčene, vse papriko, paradižnikov še tek ni gor, da bi kaj z tega bilo potolčeno, ampak mogoče, če velja za celo poletje, ne, če so gor že do neke mere zreli plodovi, jih pač koliko se da narežemo in damo v skrinjo, ker tam nam bojo zdržali kaj dosti drugega, ne. Skratka, saniramo te liste najprej tam, kjer je možno, pač moramo odrezati, potem pa prva stvar, ali pa včasih odvisno kakšno vreme je, pa koliko imamo kaj časa, lahko celo preko teh polomljenih listov, prvo kaj naredimo, uporabimo priprave, ki vsebuje aminokisline. Te pripravke je danes na trgu kar veliko, ti pripravki pomagajo, da rastlina čim prej rane zaceli, pomagajo, da rastlina čim prej začne na novo rast, lahko tisti še bolj tako, čeprav tudi aminokislina sodi k ekološkim pripravkom, lahko uporabijo tudi alge, predvsem bi jaz z algami zalila potem rastline, ker alge močno vplivajo na koreninski sistem, da se hitreje začne obraščati, črpati hranila in na tak način rastlini damo čim več energije, da bo potem tudi sama lahko začela rasti, ne. To je prvo. Potem okopljamo zagotovo, ne, ker toča tudi tla zbije, ne samo, da nam rani rastline, tako da to moramo narediti čim prej. Seveda pa mora biti za okopavanje zemlja toliko suha, da se ne oprijema orodja, kar je dodatna težava zdaj, ker toči sledi še kar precej dežja, kolikor je vremenska napoved od zdaj naprej, tako da bo kar nekaj časa še zemlja zabita, ne, čeprav ta dež smo si vsi pravzaprav želeli. Tla zastremo, zato da bodo rastline čim več energije, vode in vsega porabile in tudi v tem primeru, jaz sem edini taki primer, da je treba na vrtu dognjevati. Se pravi, dež tudi spere veliko dušika, skratka vse tega, ki je bil rastlinam v tistem trenutku dostopen in zdaj verjetno ni čas čakati, da bi se koprive dovolj dolgo namakale, skoraj boljše je zdaj početi trgovina po kakšna tekoča organska gnojila, teh se zdaj kar veliko dobi, tu se razrečijo z vodo po navodilih in se vse rastline, ki bomo reševali, tudi zalijejo, zato da jim damo to hrano. Šele potem pa začnemo razmišljati o zaščiti. Se pravi, to je tisto, kar naredimo čim prej. Najprej aminokislino uporabimo čist brez premisleka, brez da bi karkoli razmišljali, tudi na njivah damo v škropilnice in gremo z aminokislino. Pripravkov je namreč več iz aminokislin, ne, pa ne bomo v teh pripravkih. Potem poskušamo tla čim prej prerahlati, dognojiti, kolikor je možno po teh padavinah, potem pa gremo razmišljati o zaščiti samih rastlin. Verjetno na vrtovih zagotovo pravih sredstev ali pa fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin ne bomo uporabili. Mogoče je to takšen primer, ko bi uporabili žajblov čaj. Žajblov čaj je namreč predvsem močan antibiotik, če ga uporabljamo preveč in če z njim pretiravamo, uničujemo tudi mikroorganizme v tleh, ampak takoj po toči pa je verjetno en izmed tistih pripravkov takih domačih, ki bi bil najbolj primeren. Mogoče si dobimo žajbelj svež od kakšnega sorodnika, ker na vrtu ga je verjetno tudi razbilo, če je bila toča, ali pa če imamo posušenega še od lani, tudi še velja, starejšega pa ne. Potem pa pridejo pripravki iz rmanovih listov, iz timijana,
čebulnih listov recimo ali pa kaj podobnega v nadaljevanju, ker bi bilo dobro zdaj 2 ali pa 3 tudi glede na vremensko napoved, ki je pred nami, poškropiti kar v kratkem razdobju s temi pripravki. V trgovinah pa dobimo sojen lecitin. Sojen lecitin je tudi zelo dobra zadeva, ker bo tudi pomagal še dodatno celiti rane. Dobimo tudi bakrena listna gnojila, ki so dovoljene v ekološki predelavi, tudi baker celi rane. Seveda pa po bakru, po uporabi bakra spet ponovno čez dan ali pa 2 uporabimo aminokislino, ker baker namreč res celi rane, pomaga, deluje protiglivično, res pa je, da tudi upočasni rast, in bi pa zdaj mogli imeti čim hitrejšo rast, z aminokislino pa pol pospešimo rast. To vedno izmenjujemo, bakar pa aminokislino, nikoli jih ne smemo mešati skupaj, pa ni varno mešati, jih pa lahko izmenjujemo. Opozorila bi tudi, da vse te pripravke, ki sem jih zdaj omenila, ali domače čaje, ali kupljene pripravke uporabimo po sončnem zahodu, ker bodo takrat boljše delovali, pa v primeru kakšnega zelo, zelo vročega dneva, čeprav mislim, da še tako hitro pred nami ne bo vroči dni, ampak te zadeve naredimo tudi poleti, kadarkoli, ko je kakšna hujša toča, tudi tekom celega poletja, pa nam potem sledi spet vročina, ne? In teh pripravkov v vročini ne uporabljamo, mora se ohladiti, orenk pod 30 stopinj, če bom rekla 25, tu nekje, v glavnem dan ne bo še večje škode zaradi uporabe teh pripravkov. Pa še nekaj, vse pripravke, ki sem jih zdaj omenila, uporabljamo v najnižjih koncentracijah, ne v najvišjih. Ljudje zelo radi, ko so rastline slabe, se pravi oslabljene, potem dajo večji odmerek, češ da bo boljše prijelo, pa da se bo prej obraslo. Ne, rastlina, ko je oslabljena, je občutljiva tudi na uporabo teh pripravkov in je treba njihovo koncentracijo zmanjšati ali pa oziroma uporabiti najnižje možne odmerke, pa seveda to zadevo kar hitro ponoviti, po 4-5 dnevih spet raje ponoviti, kot pa uporabiti prevelik odmerek naenkrat. Miša, hvala za današnje nasvete, ki bodo zagotovo pomagali vsem lastnikom zelenjavnih vrtov. Slišva se ponovno naslednji teden, do takrat pa prav lep pozdrav v Maribor. Srečno. Pogovor z Mišo Pušenjak sem vodil Davor Špehar. Če so vam novice na zelenem svetu všeč, se lahko prijavite na naše novosti in obvestila. Tako boste podobne aktualne vrtnarske nasvete prejemali tudi na vašo elektronsko pošto. Sledite pa nam tudi na socialnih omrežjih Facebook, Twitter, YouTube in seveda spletni strani zelenisvet.com.